Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Pri Beletrini je izšel osvežen ponatis romana Resničnost Lojzeta Kovačiča. Roman je prvič izšel leta 1972. O resničnosti in velikanu slovenske pripovedne proze bomo govorili z literarnim zgodovinarjem Matevžem Kosom. Dobrodošli. Živijo. Resničnost je prvič izšla skupaj s poročili V spanju. Kako je delo nastajalo? Ja, to je pa kar precej zapletena, po svoje tudi misteriozna zgodba. Z zlatim poročnikom? Tako, ne. Se pravi, treba je seči nazaj v 50. leta, ko je Lojze Kovačič pripravljal in pisal roman, ki naj bi imel naslov Zlati poročnik. Ta roman je bil potem celo napisan, potem je še nekako še bolj čudežno izginil, ne, ker je 400 strani je imel. Zgorel v stanovanju, taka je vsaj pisateljeva pripoved. Nekateri njegovi generacijski sopotniki, med njim recimo Taras Klemavner ali pa Saša Vuga, pa menijo, da ni nujno, da je ta roman zgorel, mogoče ga je celo avtor sam sežgal. Skratka, to so neka taka zanimiva ozadja, ne. Ker neka legenda govori o tem, da naj bi zgorel v požaru, ki sta ga zanetila njegova otroka. Ki sta se igrala z žvigalicami in tako naprej, ne. Saj to zdaj mogoče niti ni bistveno, ne. Je pa zanimivo. Ja, jaz sem precej neko natančno analizo naredil v svoji knjigi, ki sem jo izdal o Lojzetu Kovačiču lani, kjer ravno razčlenujem pač sam nastanek Zlatega poročnika, primerjam pač neka poglavja, ki so se ohranila. No, skratka, poanta zgodbe, ne, o samem nastanku je to, da prvotna verzija Resničnosti je roman Zlati poročnik. V reviji Beseda leta 1956 sta išli dve poglavji Zlatega poročnika. Prvo poglavje je tako rekoč identično v začetku romana Resničnost, kot ga danes poznamo. Drugo poglavje je pa že to precej se je ohranilo, drugačno. ostalo pa ne. To se je ohranilo, drugo se ni, ne. In tisto, kar je pa po svoje pomenljivo, je pa to, da je revija Beseda ravno zaradi objave tega odlomka iz romana Zlati poročnik bila prepovedana. Sam avtor Lojze Kovačič pa je bil potem tudi na sodišču procesuiran, in sicer se je obtožba glasila nekako tako, da pisatelj zlonamerno prikazuje jugoslovansko ljudsko armado. O sramotenju JLA. Tako, ne. Skratka, Lojze Kovačič potem ni več obnovil romana Zlati poročnik, ampak je, kot ste omenili, leta 1972 dejansko izdal roman Resničnost. Sama tematika je pa seveda podobna, povezana je z služenjem vojaškega roka, njegovega recimo junaka, lahko bi rekli kar pisatelja samega, s tem, da pa neka bistvena razlika med Zlatim poročnikom je pa ta, da Zlati poročnik po tej zasnovi, kot jo poznamo tudi iz Kovačičevega lastnega pripovedovanja, naj bi bil roman o nekem oficirju jugoslovanske ljudske armade, se pravi ta Zlati poročnik in neki njegovi in ljubezenski zgodbi z eno kiparko. Peripetiji, bi lahko rekli, ne. In ta junak, ki ga poznamo iz romana Resničnost, naj bil pa tu nek prevajalec, ne. Ker ta avstrijska umetnica, ki pride v recimo Makedonijo, ne zna seveda srbo-hrvaško, ne zna jezika tega Zlatega poročnika, in ta Čato, ne, kot ga poznamo iz romana Resničnost, naj bi tu bil nekakšen vojak prevajalec, ne. Ampak ta zgodba pač je ni, ne, razen kolikor jo je Kovačič sam reproduciral v svojih naknadnih razmišljanjih. Sama zgodba Resničnosti je pa seveda povezana z tem Čatom oziroma četnim pisarjem, kar je seveda bil tudi Lojze Kovačič sam. Čato pisar, ne, se pravi ta nek odmev avtobiografije v njegovih delih. Ja. Morda samo še to, po zaplembi revije Beseda v 50. letih naj bi bilo Kovačičevo preživljanje s pisateljevanjem onemogočeno. Koliko resnice je v tem? Ni čisto to vsa resnica, ne. Kovačič se je potem odmaknil od te, recimo, da družbeno kritične ali pa celo družbeno angažirane proze, kakršna bi na nek način bila knjiga o Zlatem poročniku, in je napisal nekaj otroških knjig. Potem v 60. letih je izdal seveda zelo zajeten roman Deček in smrt. Potem se pa leta 1972 vrnil k tej, recimo, da družbeno-vojaški tematiki, zdaj pa govoriva seveda o romanu Resničnost, ne. In zakaj je roman Resničnost pomemben? Zato, ker je pravzaprav to prvo delo iz Kovačičevega avtobiografskega opusa, ne. Čeprav seveda, tu pa spet na delu nek paradoks, neobičajno pisatelji, če so samo avtobiografi, začnejo pisati za svojim otroštvom in potem nek tak lok potegnejo od mladeniške dobe prek zrelih let pa potem do recimo starosti, ne. Lojze Kovačič pa je v to svoje življenje kot nekakšen rezervoar svoje pisateljske veščine
posegal pravzaprav tako, ne kontinuirano, ampak je posamezna obdobja iz svojega življenja prikazoval ne kontinuirano, recimo resnično se začne z letom 1948, prikazuje 2 leti njegovega služenja vojaškega roka v Makedoniji. To je bilo torej leta 1972 je šla resničnost. Ne. Potem pa leta 1981 je pa šla znamenita knjiga 5 fragmentov, ki pa prikazuje recimo 60. in pa 70. leta njegovega življenja. Potem čez nekaj let pa seveda veliki roman Prišleki, ki pa prikazuje obdobje pred resničnostjo, se pravi 10 let Kovačičevega življenja med letoma 1938 in 1948. Ne gre za kronološki lok. Ne gre, ne. In tisto samo še ta recimo opomba pod črto, ne, hecno je to, da se recimo resničnost začne točno na tisti točki, kjer se končajo prišleki. Skratka, prišleki se končajo s tem, da gre ta mladi Bubi, kot samemu sebi pravi in kot mu pravijo njegovi sorodniki, odpravlja se na služenje vojaškega roka v Makedonijo. In tukaj gre tudi za neko tako diskontinuiteto, bi lahko rekli, na ravni linearnega poteka časa. Ves čas omenjate to avtobiografsko noto. Ob kritiki Kovačičevega v Zemljohoda, objavljeni so v knjižni izdaji, so išli v literaturi, ste zapisali: meje Kovačičeve resničnosti so obenem meje njegovega literarnega sveta. Literatura postaja neka zasebna kronika. To je moja izjava. Ja. Aha. Pametno se sliši. No, sprašujem, kako bi to nekako interpretirali glede na vaš prejšnji odgovor. Seveda, ne. Dejansko je večji del Kovačičeve literature dejansko je avtobiografski. Ne. S tem, da pa, kot sem že prej nekako namignil, to ni avtobiografija v nekem tradicionalnem pomenu, ampak je tisto, s čimer se Kovačič ukvarja, so pravzaprav fragmenti. On ves čas opisuje neke fragmente svoje, recimo, lastna doživljanja, svoje motrenje družbe okrog sebe, svojih najbližjih. In tisto, kar je pri Kovačiču še posebej zanimivo, je pa to, da on je ne samo, da je kritičen do sveta okrog sebe, da zna zelo včasih tudi hodobno, ne, kot se pravimo pisatelji v spodobi, prikazovati ljudi, fenomene okrog sebe, ampak je izrazito kritičen tudi do samega sebe. Ne. Skratka, tu ne gre za neko mitologijo, ne, samega sebe, ampak tudi on sam je, bi lahko rekel, neke vrste problem samemu sebi. Ne. In pravzaprav je to njegovo avtobiografsko pisanje ves čas nekako poskus izreči neko resnico o samem sebi, čeprav se hkrati zaveda, da je pisati o samem sebi nekaj takega, kot da bi človek hotel izmeriti kvadraturo nekega svojega življenjskega kroga. Skratka, tako rekoč misija nemogoče. Ne. Nekoč je celo zapisal, da je njegovo naravno prepričanje, da je nemogoče in neresnično pisati o kateremkoli drugem človeku kot samem sebi. Ja, se to najbrž poanta, ne. Da se je pa moral soočati s spoštovanjem do dostojanstva tuje intime, ne. Se pravi, kolikor razgalja sebe tudi do določene mere neke do določene mere, včasih pa morda po mnenju kakšnih bolj rahločutnih bralcev tudi čez mero, ne. Zlasti, ko Kovačič opisuje tudi svoje najbližje, ne. To niti ne velja toliko za romane Resničnost, jasno, ne, ampak zlasti za 5 fragmentov, ki je pravzaprav roman o, kako bi lahko zdaj povedal to lepo, o pisateljevih ženskah, ne. To je roman o 3 velikih ljubeznih, ki hkrati nekako je zanimivo to, da potekajo paralelno, istočasno ne, skratka njegova razmerja z svojimi življenjskimi, tako rekoč, spremljevalkami, ne. In tu pa je zdaj seveda stvar precej lahko delikatna, ne, do kakšne mere opisovati svojo intimnost, intimnost ljudi, ki jih imaš rad, s katerimi si življenjsko povezan, biti verodostojen, hkrati pa spoštovati ravno to, recimo, o čemer se včasih ne piše, ne, recimo. In mislim, da je to Kovačič znal nekako razrešiti na nek precej eleganten način, ne. Za kakšne bolj občutljive bralce pa včasih tudi malce že na meji sprejemljivosti, ne. Ali pa, kot bi danes rekli, s to nam ljubo krljatico politične korektnosti. Resničnost je tudi roman o tem, kako deluje posameznik in kako sistem neke mehanske logike oblasti komunistične partije v poznih 40 letih 20. stoletja ali pa v začetku 50. V Jugoslaviji. Se pravi, gre za neko pisanje, ki je tako kritična analiza družbe, toliko kot kritična analiza neke osebnosti ali pa zasebnosti, o kateri ste prej govorili. Ja, zdaj vprašanje, če je Resničnost družbeno kritičen roman v tem, recimo, tradicionalnem pomenu besede, ne. Mislim, da je Resničnost bolj roman, ki bi mu lahko rekli, da je to roman o neki
recimo mladi eksistenci, ki skuša izmeriti, recimo, kaj sploh je ta resničnost, v katero jo on hočeš nočeš postaviti. To je seveda resničnost življenja v neki kazenski enoti, kjer vojaki čistijo mine, ne. Zelo zanimiv je prvi stavek romana. Imamo ki roman v bližini? Evo ga, tukajle, ne. Prvi stavek romana je tak, mislim, to je tak super uvod, se mi zdi, ne. Tak, če bi človek bil profesor kreativnega pisanja, bi rekel, to je pa zdaj stavek, ki je sjajen za vstop v roman, ne. Sedeli so v dolinici, bilo jih je 20 in čistili granate. Tako vržete noter, Tako, ja. ne. In to je pravzaprav neka podobna operacija, ki jo srečujemo tudi v drugih Kovačičevih romanih. On začne tako, zmeraj in medias res, ne. Brez nekih teh tradicionalnih uvodov, ne, ki so pri kakšnem klasičnem napisu začnejo z opisovanjem vremena na 3 straneh, ne. Pade dež, oktober je, vreme je turobno, tudi junaki so nekoliko depresivni, ne. Ja. Ampak Jure Jakob, ki je napisal spremno besedo k tej novi izdaji, je nekje omenil, da Kovačič zmeri to, recimo, realnost motri od zunaj. Se pravi, zmeri stoji na robu. Z distance, ne. Saj on z distance gleda tudi nase, ne. In v tem kontekstu je pa zanimivo to, da pravzaprav Kovačič se večkrat sprašuje, kdo sem jaz, ne. Tudi ta jaz, ne, prvoosebni jaz, ki ga srečujemo v večini njegovih del, razen v resničnosti, ki je pisana v tretji osebi, ne. Ta jaz je sam neka uganka, ne. On pravi, jaz imam več jazov, ne. Moj prvi, moj drugi, moj tretji jaz, kateri je pa tisti jaz, ki zdaj motri tega junaka, ali tretjeosebnega ali prvoosebnega, ne. Skratka, ta jaz, pisateljski jaz ali pa kar Kovačičev lastni jaz je tudi zanj nekakšen misterij, nekaj nedoumljivega, ne. In pravzaprav tukaj je tudi spet nek paradoks na delu, ne, se mi zdi, da Lojze Kovačič je vse svoje življenje pravzaprav pisal eno samo knjigo svojega življenja, ne. S tem, da je pa to življenje, kot sem že nekako poudaril, se dogaja na način fragmenta, ne. Skratka, celota nekega življenja, ki pa jo lahko prikazujemo zgolj skozi neko fragmentarno optiko, recimo, ne. Mislim, da je to Kovačičev pisateljski kredo in hkrati tudi njegova pisateljska metoda. In kar je tukaj še posebej v resničnosti vidno, recimo neka ta opisovanje neke gole odzivnosti na neposredno okolico, recimo v kazenski enoti ali pa potem, ko je premaknjen v redno vojaško enoto, ne. Tukaj gre pravzaprav za same take veristične opise, ne. Zanimivo je, da v resničnosti pravzaprav ni neke psihologije, ne. Psihologije, ne vem, teh različnih oseb, karakterjev, recimo, ko se on srečuje recimo z dvema ženskama, ne, to so te znameniti recimo, da seksualno-erotični prizori v resničnosti, tudi te dve ženski recimo, njega pravzaprav kot recimo opisovalca, pripovedovalca ne zanimata kot, ne vem, ne zanima ga njuna psihologija, karkoli, ampak samo neka, recimo temu, zunanjost, ne. In zanimivo je pa, da je obeh izrazito neprizanesljiv, ne. To ni taka, recimo, ljubezenska proza, ne, ki bi govorila o neki zaljubljenosti, ampak ne vem, obe sta opisani z takimi neobičajnimi pridevniki, ne. Ja, ampak kot da takrat nekako pride ven iz te tančice krivde in strahu, nekako se izkoplje iz tega. Mislim, da je ravno v seksualnosti, ki je nasploh zelo pomembna za Kovačičevo pisanje, in tu gre tudi seveda za tega odlomka iz resničnosti, v seksualnosti je njegov junak najbolj pri sebi, ne, bi lahko rekli, najbolj neposreden, ne. To pa povezano tudi z neko, mislim, da Kovačičevo filozofijo življenja, ne. Mislim, da dve stvari, ki sta bili zanj manifestacija svobode, ena je samo pisateljevanje, seveda, ne, drugo je pa recimo erotika ali seksualnost, ne. In v Kovačičevih knjigah, tudi v kakšnih njegovih recimo aforističnih ali pa esejističnih delih, srečamo kar nekaj takih čisto manifestativnih sodb o pomenu seksa, erotike za, recimo, zanj osebno, ne. Kako ste pa brali ta del, recimo, beganja po Ljubljani, ki je tudi prisoten v resničnosti, se pravi čatopisar v nekem trenutku, potem... Ja, tukaj se zgodi nek premik v resničnosti, ne. Začne se precej, bi rekel, veristično, realistično to opisovanje te vojaške rutine, čiščenja min in podobno, ne. Ta zadnja tretjina romana, v kateri se pač Čato vrne v Ljubljano, je pa zanimiva, ker tukaj se pa zgodi nek premik od take, recimo, veristično ali celo naturalistične pisave. Pisatelj vpelje kakšne fantazijske elemente, tako rekoč sanjske prizore, ves čas pa Čata preganja tudi vprašanje krivde, ne. Krivda je pa tu seveda taka tipična, bi lahko rekel že kar eksistencialistična tema, ne.
Čatev sprašuje, česa je kriv, zakaj se njegovo življenje dogaja tako, kot se dogaja. Ali je tu na delu neka višja usoda, ali on plačuje, ne vem, neko kazen za neke grehe, ki so se storili, ampak to je za nas vse nekako nedoumljivo. Ne? Neka, tako rekoč, a priorna krivda, ali pa mogoče, če bi rekel s Kafko, on je brez krivde kriv. Tako ta Čato junak razume samega sebe. Omenili ste Kafko. Kovačič je sicer izhajal iz socialnega realizma, ampak se je od njega oddaljil in se približal Joyceu, Prustu, Kafki in drugim. Kako bi opredelili roman Resničnost? Kam spada? Ja, tako pošolsko rečeno, ne? Če so te literarno smerne znake sploh za najno debato zanimive, ne? Bi rekli, da je to verjetno moderni roman, ne? Z nekimi verističnimi elementi, proti koncu pa tudi za neko izrazito eksistencialistično noto. Ne? To bi bila taka, recimo, šolsko, sintetična sodba. Ne? Če nam pa ta sodba kaj pomaga pri branju tega romana, pa nisem prepričan. Dobro, neko okvir nam da, kar je zmeraj dobro. Ta roman je zdaj izšel že 6. Kaj tako fascinira bralce več generacij? Ja, na to vprašanje bi pa najbrž morala vsaka generacija odgovoriti po svoje. Ne? Recimo, kaj vaša generacija in kaj mogoče pri študentih komparativne književnosti opažate zdaj? Moja generacija, pa zame osebno lahko rečem, da sem imel to srečo ali pač nesrečo, da sem seveda tudi sam bil na služenju vojaškega roka, tudi celo v Makedoniji, tudi celo v Skopju, ne, morda celo v isti vojašnici kot Lojze Kovačič, tega nisem preverjal, ne, tudi mislim, da je to nemogoče ugotoviti, ne, ampak vsekako, če jaz berem Kovačiča, lahko nekako se živim v nek čas, ki sem ga sam neposredno, tako rekoč fizično doživel. Skratka, ta časovna distanca tu ni na delu. Za nekoga, ki je pa rojen po letu 91 ali celo po letu 2000, je pa seveda vprašanje, na kakšen način brati Kovačiča in na kakšen način to prozo razumeti. Ne? Zadnjič sem imel neko polemiko z enim iz svojih kolegov, ne, sva se tako rekoč skregala. Jaz sem seveda ljubitelj Lojzeta Kovačiča, delam reklamo, kadarkoli se s kom pogovarjam o tem, kaj je treba od slovenskih, recimo, modernih klasikov prebrati. Ne. In ta kolega mi je pa rekel, da njega pa ne zanima literatura, ki se ukvarja z nekimi oddaljenimi časi. Ne. Ja. In potem je skoraj da prišlo že do prilivanja krvi, ne, metaforično rečeno. Ne. Moja teza je pa seveda, da je čisto vseeno, katero zgodovinsko obdobje nek roman ali pa nek pisatelj obdeluje, lahko je to antični svet, lahko je to srednji vek, lahko je to prva svetovna vojna, druga svetovna vojna, lahko so leta socializma, komunizma in tako naprej. Ne. Važno je seveda, kakšno zgodbo nek pisatelj pripoveduje in kar je pa bistveno, na kakšen način je ta zgodba napisana. Tako da, jaz bi rekel, da nekega mladega avtorja lahko tu pritegne mladega bralca v resničnosti. Predvsem seveda ta neposrednost, mogoče to, da je pisatelj nepripravljen na kakršenkoli kompromis, ko gre za opisovanje bodisi zunanjega sveta, bodisi samega sebe, skratka ta neka radikalna odkritost in pa mogoče tudi ta distanca, o kateri smo se prej pogovarjali. Ne. Govori seveda o nekem zgodovinskem svetu, ki ga ni več, ne, hkrati pa govori seveda tudi o neki individualni človeški usodi, kako je ta usoda v nekem, recimo, da sivem času uspela preživeti in očitno tudi s pomočjo ali pa celo predvsem zaradi literature. Ne. Mislim, da je ravno branje resničnosti konec koncev tudi, kaj, govori o neki mogoče veri v moč literature danes. Ne. Ritem teh Kovačičevih del je vseeno izrazito težek. Se pravi, to ni lahko branje. Ampak vendar velja za najpomembnejšega avtorja povojne moderne proze. Katere 3 njegove adute, ki jih še nisva omenila, bi mogoče izpostavili na podlagi resničnosti? Jaz pa nisva izpostavila. Ja. Mogoče ravno, jaz mislim tako, no, to bi bil tak zdaj diplomatski odgovor. Ne. Mislim, da je treba Kovačiča brati kot celoto, ne samo kot avtorja resničnosti. Ne. Jaz bi začel, recimo, pa če bi me kakšen vprašal nekdo, ki pač ne pozna Kovačiča, s čim začeti Kovačiča, jaz bi začel recimo na začetku. Ne govorim zdaj o njegovih teh mladostnih objavah, revijalnih, ampak vsekakor za romanom Prišleki, ne, ki govori o tem formativnem obdobju njegovega življenja, leto 1938-1948, se pravi prisilna izselitev iz Švice v Jugoslavijo. Kovačič ni znal slovensko, ko se je priselil sem, ne. Taka privajanje na nek tuj jezik, ki potem postane lasten jezik, ne.
In to celo jezik ustvarjanja. Tako, kar je še bolj nekako zanimivo ali pa nenavadno za naše slovenske razmere. Ne. Tako da mogoče je Kovačič takšen mojster ravno zato, ker je, še se zdaj lahko nehudoben, ampak rahlo kritičen, ker je najmanj slovenski pisatelj. Ne. In to je tudi eden od Kovačičevih paradoksov. No. Skratka, torej, prišleki, resničnost in pa 5 fragmentov. Mislim, so ta 3 ključna Kovačičeva dela, ki bi vsekakor moral poznati vsak pošten bralec oziroma bralka. Ker sem vas za konec ravno hotela vprašati, katero njegovo delo vam je kot bralcu najljubše? Je to pa niham, ne? Niham med temi 3, ki sem jih zdaj omenil. Ne? Tudi mogoče odvisno, kdaj jih berem, v kakšnem življenjskem obdobju sem jih preberal. Ne? Ampak mislim, da so to 3 dela, ki dajo misliti in seveda tudi zahtevajo še kakšno interpretacijo. Ne? Mogoče bi pa rekel samo še tole, no, da, ko sem pregovoril o teh modernih klasikih, ne, mislim, da bi bilo dobro Lojzeta Kovačiča recimo zmeri postaviti še kakšnega drugega slovenskega avtorja in meni prihaja zdaj nam pač na misel Vitomil Zupan, ne? Tudi seveda slovenski moderni klasik in tudi avtor za Kovačičem, mislim, da drugega največjega avtobiografskega opusa v moderni slovenski literaturi. Ne. Tudi to je pač nek tak, recimo, da bralski izziv. Pač, Morda tega še nisva omenila, zelo pomemben ali pa zanimiv je opis zavesti malega človeka, ki je vržen v nek svet. Ne. To je... A je to res mali človek, ne? Ja, to pa pa je je. zdaj zanimivo vprašanje. Ne? Ja, pa je. Škoda, da ne moramo zdaj polemizirati, lahko pa tudi. Ne? Ampak čatopisar je mali človek. Ja, sem mali človek, saj mene ta sintagma mali človek spomne na te recimo slovenske socialne realiste, se pravi Miško Kranjec, Ivan Potrč. Mali človek je po srcu dober. Ja. In kakšen je literarni žanr, ki ustreza svetu malega človeka, to je povest o dobrih ljudeh. Mislim pa, da recimo resničnost nikakor ni povest o dobrem človeku, ne, tudi, da vem, te moralni kriteriji, kot je neka moralna sodba ali pa presoja, pač ne lahko. Mali človek nam je simpatičen, ker je mali, ker je zapostavljen, ker je ponižan, ker je razžaljen. Ne, mali človek v nekem tem tolstojanskem smislu, v kolesju zgodovine. No. To pa ja. V tem smislu. Ja. Samo je to res mali človek. Zato, ker konec koncev, ker je to avtobiografska proza, je to pravzaprav roman, torej o samem Lojzetu Kovačiču. Je pisan iz njegove, recimo, da mladostne ali pa tiste perspektive, ko je služil vojaški rok oziroma ko je bil v kazenskem bataljonu. Ampak glede na živopisnost te govorice, na moč opisovanja, ki jo srečujemo v resničnosti, mislim, da to ni literatura, ki bi jo, če zdaj stvar po preprostim, ki bi jo lahko napisal nek mali človek. Ampak nek človek, ki ima izrazito pisateljsko intuicijo in ki ima tudi seveda neko zmožnost presojanja sveta okrog sebe, hkrati pa seveda bujno fantazijo. Tako da to je zdaj polemika z idejo malega človeka, iz moje perspektive. No, naj bo to zadnja beseda. Gledalke in gledalci, vzemite v roke resničnost in presodite sami. Beletrina v živo.